Živijo, je kar zahtevno, ko je dan dnevu enak. Zelo sem pripravil nekaj točk, na katere se lahko pripravite in poiščite odgovore, iščite rešitev. Mogoče bo zanimivo, kako potem, ko je krize konec, intenzivno se vklopiti spet v biznis, katere stvari se moramo lotiti. In evo, v knjigi sem napisal en kratek povzetek. Prvič, ugotovite, kdo so vaši kupci, detaljno. Drugič, razširite svojo prodajo preko agentov in distributerjev. Ugotovite, ali bi lahko še kdo drug prodal to vašo rešitev. Definirajte, kdo v vašem poslu je kupec, kdo je sponzor in recimo kdo je odločevalec. Lahko je en, drugi, ni pomembno. Predstavljajte si otroška igračka, kdo jo kupi. Običajno jo plača kupi starš, je sponzor in kupec je otrok, ker jo hoče imeti, ker je zanimiva, želijo imeti, drugi otroci jo imajo. Samo to je tretja. Četrta, kakšne probleme rešuje vaša rešitev? No in če gremo spet na otroke, verjetno zadovoljstvo, verjetno, ne vem, da se izobražuje in tako naprej. Ne zmeri misli, da mora biti rešitev, da je nek problem, ki je zdravstveni, človeški, psihološki, kakorkoli, tudi prestiž, tudi osebno zadovoljstvo, umetnina, glasba, vse to je dobra rešitev in ljudje to rabimo. Peta, naučite se, kako intenzivno iskati svoje kupce. Se pravi, najprej moraš definirati, moraš vedeti, kdo so, moraš vedeti, katero rešitev zangažiraš in potem, kako jih intenzivno najti. Ne čakati, ne dobra spletna stran, ne Facebook oglasi, intenzivno, kako najdeš svoje kupce. Če ne gre, najte pomoč. Šesta, naučite se vzpostaviti prvi stik s klientom. Se pravi, zakaj s klientom? Ker bodoči kupec je klient, recimo, ali kakorkoli mu rečete, še ni kupec, ko kupi je kupec, ali pa kakorkoli. Čeprav vi že na njemu porabite denar, vas je že nekaj koštal. Se pravi, šesta, naučite se vzpostaviti prvi stik, kaj boste rekli, kako boste rekli, tako naprej. Kompleksna rešitev vsebuje vse prodajne korake in se izvajajo v več prodajnih ciklih. A lahko določite korake, se pravi, ne pričakujte, da boste prišli z rešitvijo na prvi sestanek, pa recimo kar prodali, mogoče če imate enostavno rešitev, ki zajema neke produkte, mogoče lažje, ampak drugače pa, če prodajate nekaj kompleksnega, nekaj zelo zahtevnega, bodite prepričani, prvi sestanek še ni prodaja, prvi sestanek je prepričevanje, da ste zaupanja vredni in tako naprej in tako naprej. Se pravi, probajte definirati v svojem biznisu korake, kateri koraki se zgodijo, ker pa vam bo lažje. Če greste na prvi sestanek, pa pričakujete, da boste kar sklenili posel, ste lahko zelo razočarani in izgubite motivacijo za naprej. Zato zapišite svoje korake. In osma, čeprav osma ni običajna ta, dobro se pripravi na prvi sestanek. Najbolj pomembno je, da prvi stavek, zadnji stavek, kakorkoli, dajte tako kot pri javnem nastopu. Ne pričakovati, da boste začeli po stropu iskati besede in tisti na drugi strani bo rekel, poglej, prišel mi je kras čas. Razmislite o teh točkah, pa če ne gre kaj, poiščite kakšno pomoč, kje.